Živjo. Pogledala sem Valentinov video oziroma intervju, ki so ga naredili skupaj. Zdaj pa dosti, ja, točno. Se opravičujem, ker sem pozabila. V oči mi je padlo ene par podrobnosti, in sicer intervju niti slučajno ni bil dovolj dolg, da bi se dotaknili vseh perečih vprašanj, ki zadevajo našo družbo in kako v bistvu zunanji sistem, ki ga imamo, je v bistvu odraz človeka samega in človekove notranjosti, človekovega notranjega sveta, čustvovanja, programiranja, predvsem pa strahu. In tudi pod videom sem videla, da je ene par vprašanj, oziroma ne vprašanj, komentarjev, takih bolj jeznih komentarjev, malo napadalnih komentarjev. V enem komentarju sem zasledila, da je komentator rekel, da v bistvu zdaj pa dosti ekipa izgublja čas s takimi filozofiranji in naj se raje osredotoči na goste, ki bojo imeli kaj konkretnega povedati za rešitev za Slovenijo, ne? Pri vsem tem, čeprav se moramo konkretno Slovenci seveda osredotočiti na Slovenijo, ne smemo nikakor zanemariti dejstva, da je Slovenija del sveta in da je celotni tale sistem, ki ga imamo v Sloveniji, svetovni sistem v bistvu. Glede na to, da imamo v Sloveniji ameriške financerje, angleške oziroma pač financerje od povsod po svetu, ne? In da lih tako imamo tukaj ameriške korporacije, da smo v bistvu skorajda banana država, ne? Da smo v Sloveniji, tako kot po celem svetu, v bistvu žrtve nekega free trade območja oziroma celotne te ekonomske filozofije, ki omogoča, da v bistvu prihaja do takih ogabnih zlorab okolja, kot prihaja v imenu dobička, ne? Tako da, čeprav se mogoče enakovredni denarni sistem zdi kot sprememba paradigme in skorajda utopična rešitev, je v bistvu zaenkrat edina resnična rešitev, ki bi človeštvu omogočila, da se sploh spravi ven iz takega umskega programiranja, v katerem se zdaj nahaja. Ker trenutno ta sistem, ki ga imamo, vsi v bistvu podpiramo od znotraj, zaradi tega, ker pač sistem ne obstaja zunaj ljudi, ne? Pač v naravni realnosti sistem ne obstaja, obstaja samo v naši kolektivni zavesti, se pravi v vsakem človeku posebej. In sicer ga gradijo strahovi, predvsem strah pred preživetjem, strah pred pomanjkanjem. Zaradi tega, ker pač živimo, rodili smo se v svet, kjer in naučeni smo sprejeti ta svet tak, kot je. In sicer v tem svetu, v tem sistemu ni poskrbljeno za vsakega posameznika od rojstva do smrti, nimamo pač zagotovila, da ne glede na naše odločitve, na naše preference, na naše zanimanja, da bo za nas poskrbljeno od rojstva do smrti. In zaradi tega pač to dejstvo, ta faktor preživetja, ta faktor strahu pred pomanjkanjem, pred neimeti, bo pač vodil vse naše odločitve v življenju in tudi odločitve vseh politikov, ki grabijo denar zase, vseh tajkunov, ki grabijo denar zase. Zakaj? Zaradi tega, ker nimajo zagotovljeno, da se jim nič ne bo zgodilo, če si ne bodo nabrali dovolj denarja. Torej, v bistvu enakovredni denarni sistem je zasnovan na tej osnovi, se pravi, da bi človeštvu omogočil, da se znebi tega ogabnega strahu pred preživetjem in da bi prvič v zgodovini človeštva, v zgodovini evolucije, da bi dejansko začeli živeti in ne preživljati. Zaradi tega, ker enakovredni denarni sistem zagotavlja
dostojno preživetje vsakega posameznika od rojstva do smrti. Se pravi, že s tem, ko se mi rodimo na ta planet, bomo imeli zagotovljeno preživetje, se pravi dostojno preživetje, tako kot je zdaj mogoče, tako kot je mogoče v današnjem svetu, v današnjem tehnološko naprednem svetu, kjer lahko gremo na Luno, če hočemo, ne. Problem je samo v tem, da se pač kot posamezniki med sabo ne znamo zmeniti, zaradi tega, ker imamo to urojeno tekmovalnost in to urejeno primerjanje in to urojeno zahrbtnost, ki je posledica tega strahu pred pomanjkanjem. Vse skupaj je v bistvu vprašanje oziroma zaplet v stilu kokoš ali jajce, ne. Pač rodili smo se v tak sistem in potem smo začeli od znotraj tudi podpirati tak sistem. Se pravi, kot otroci se rodimo kot tabula rasa, v bistvu kot prazne plošče, kot nepopisani listi papirja in nimamo teh strahov, ki jih imamo potem kot odrasli ljudje, ne. In kot nepopisani listi se rodimo v takle ogaben sistem in nato se pač nas popiše in postanemo del sistema, ne. V bistvu sem videla tudi ene par komentarjev, ki so nakazovali na to, da ljudje, ki so komentirali, niso v bistvu sami raziskali celotnega koncepta, niso v bistvu obiskali spletnih strani, ki jih je Valentin predlagal v svojem intervjuju, ampak so kar tako, pač a priori napadli, ne. In v tem je v bistvu tudi težava celotnega sveta. Ljudje pač napadamo drug drugega in ljudje drug drugemu mečemo polena pod noge in zaradi tega se tudi nič ne znamo zmeniti. In dokler se ne bomo zavedli, da bomo morali sodelovati, da bomo morali v bistvu se začeti strinjati na neki točki, da vpeljemo rešitev, ki je najboljša za vse, brez izjem, da si vsi ljudje zaslužimo streho nad glavo, hrano, oblačila, zdravstveno nego in izobrazbo. Dokler se ne bomo tega strinjali, ne bomo čisto ničesar dosegli, ne na slovenski, ne na globalni ravni. Tako da zaradi tega je tudi Valentin omenil, da se sprememba sistema začne na osebni ravni in zato je tudi predlagal ljudem, naj pogledajo stran Destiny iProcess, pa Destiny iProcess Lite, ki je brezplačna, brezplačen tečaj spreminjanja sebe. In tudi sama bom v bistvu dala te linke pod tale video, če koga zanima, si lahko ogleda, če hoče biti v bistvu sprememba, ki bi jo rad videl v svetu, se lahko odloči in pač se vpiše na kateregakoli od teh tečajev. Hvala.